Katja, hvala za besedo. Torej, lep pozdrav tudi v mojem imenu in imenu celotne ekipe Simbioza, ki vam svoje pozdrave pošilja iz našega Simbioza BTC City Laba, inovativnega središča, kjer je tudi danes, tako kot vsak dan, zelo živahno. Sicer ne morete videti, ampak za vrati, tudi desno malce stran od mene, se namreč v okviru našega programa Tretja kariera ravno poteka delavnica, in to v živo, digitalnih veščin za naše starejše uporabnike. Kajti v Zavodu za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis socialno podjetje si vse od svoje ustanovitve prizadevamo za vključujočo inkluzivno družbo, ki v ospredje postavlja torej socialno kohezijo in trajnostni razvoj. Se pravi, prizadevamo se za družbo enakih možnosti za vse, pri čemer pa smo prepričani oziroma globoko verjamemo, da je prav medgeneracijsko sodelovanje tista prava oblika za trajnostno vizijo prihodnjega razvoja družbe, ta pa je zagotovo digitalna. Torej, prehod v digitalno družbo oziroma digitalna transformacija družbe pa seveda ni mogoča brez digitalnega znanja njenih pripadnikov. In prav zato si preko naših trajnostnih projektov prizadevamo za dvig digitalnih kompetenc vseh generacij. Se pravi, med trajnostnimi projekti, ki jih izvajamo, sem že omenila Simbioza BTC City Lab, inovativno središče, kjer vzpostavljamo brezplačni stik z modernimi tehnologijami za starejše 55+. Preko Simbioza šola projekta smo vzpostavili aktivno mrežo proaktivnih osnovnih in srednjih šol po Sloveniji, kjer učenci in dijaki po Simbioza učnih načrtih izvajajo brezplačne IKT delavnice za starejše v lokalnem okolju, predvsem na periferiji. Preko Simbioza digitalne akademije pa nudimo pester nabor različnih usposabljanj na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij za mlade, odrasle, kot tudi za različne organizacije, med njimi seveda tudi za podjetja. Preko načel socialnega podjetništva si prizadevamo za krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja s poudarkom seveda na učenju digitalnih veščin in kompetenc, torej za vse starostne skupine, pri čemer pa še poseben poudarek namenjamo dvigu digitalnih spretnosti in kompetenc delovne sile. Smo tudi zelo pomemben oblikovalec mnenj, saj sodelujemo pri pripravah različnih vsebinskih in strateških načrtov na področju IKT-ja, ker smo aktivni v različnih konzorcijih, mrežah, iniciativah, tako v Sloveniji kot tudi na mednarodni ravni. Proaktivno pa delujemo tudi pri izgradnji stimulativnega okolja za razvoj novih tehnologij, izdelkov in storitev, ter tako pomembno, vsaj upamo, prispevamo k pospeševanju razvoja področja IKT, tehnologij in digitalni transformaciji, in s tem k digitalni transformaciji slovenske družbe. In če sem že na začetku omenila, da digitalna transformacija družbe ni mogoča brez digitalno kompetentnih pripadnikov družbe, se seveda samo po sebi poraja vprašanje, katere digitalne kompetence moramo usvojiti, oziroma da smo digitalno kompetentni, oziroma kaj digitalna kompetenca sploh je. No, že malce so me prehiteli z slajdom, tako da v bistvu že kar nekaj časa berete o digitalni kompetenci, zato bom zdajle jaz kar na kratko samo malce povzela. Digitalna kompetenca je uvrščena v tako imenovani evropski okvir 8 ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki ga je leta 2006 sprejel Evropski svet in parlament. V bistvu digitalna kompetenca obsega različna znanja in spretnosti, ki nam omogočajo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vsebine, ki opredeljujejo digitalne kompetence po Evropskem kompetenčnem okviru za razvijanje in razumevanje digitalne kompetence DICOM, pa so razporejene na teh 5
kompetenčnih področji, ki jih zdaj že kar nekaj časa gledate. Se pravi, prvo področje je pridobivanje informacij, drugo komunikacija in sodelovanje, sledi področje ustvarjanja digitalnih vsebin, varnost in pa seveda reševanje problemov. Digitalno kompetentni smo torej takrat, ko smo zmožni uporabljati digitalne naprave na teh 5 kompetenčnih področjih. Digitalna kompetenca pa je seveda pomembna tudi pri pridobivanju znanja v izobraževanju, delu, iskanju zaposlitve, komunikaciji, za namene sodelovanja, učenja, socializiranja in seveda opolnomočenja. Seveda pa digitalne kompetence si z velikim veseljem uporabljamo tudi v prostem času, seveda za zabavo. Preden pa si pogledamo podatke o tem, kako oziroma koliko smo digitalno kompetentni Slovenke in Slovenci, pa bi prosila zdajle za naslednji slajd. Tako, hvala lepa. Pa vas mogoče malce izzivam, da se skušate uvrstiti v tele ravni doseganja digitalnih kompetenc. Te ravni so določene po DIGCOMP-u, tako da bi vas kar zdajle mogoče za kakšno minutko pustila, da si jih malce ogledate in se pogumno in iskreno sami nekako umestite svoje digitalno znanje oziroma v eno od teh predlaganih ravni. Tako da nekaj časa, lahko nam zaupate seveda tudi v chat svojo raven, ni pa seveda nujno. Ker pa bo verjetno tale slajd še kar nekaj časa ostal tudi gor, bi mogoče res pustili še čisto malo, malce si preberete. No, pa gremo kar počasi naprej. Torej, po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2020 Slovenija zaseda 16. mesto med 28 državami članicami EU. No, to je 16. mesto, s tem bi bili seveda zelo zadovoljni, če bi šlo za pesem Evrovizije. Pri digitalnih in kompetencah pa mislim, da boste kar malce presenečeni, kaj to mesto pomeni. Ne bom vam sicer podrobneje predstavljala ocen vseh teh 5 razsežnosti indeksa, ampak se bom spustila zgolj na razsežnost človeškega kapitala, ker ta verjetno je najbolj v vašem interesu. Tu pa smo se odrezali celo za eno mesto bolje in smo na 15. mestu. To pa pomeni, da je raven osnovnih digitalnih veščin in spretnosti oziroma znanj pod evropskim povprečjem. Saj ima le 55% Slovenk in Slovencev v starosti od 16 do 74 let zgolj osnovne digitalne spretnosti in znanja. Ja, sicer ni najslabše, zagotovo pa tudi ni najbolje, a ne? Tudi podatek, ki sicer prihaja iz Ministrstva za izobraževanje, znanost, šport v letu 2019 ni najbolj spodbuden, saj pravijo, da v letu 2019 ni bilo bistvenega napredka pri širitvi obsega digitalnih spretnosti in znanj v šolskih učnih načrtih osnovnih in srednjih šol. Ministrstvo sicer priznava potrebo po krepitvi učenja digitalnih vsebin v šolah, a poudarja, da je reforma učnih načrtov zapleten in dolgotrajen proces. Tole sem zdajle citirala. Ne bom komentirala njihove izjave, ki sicer kaže na togost in okrnelost oziroma vse te vrzeli, ki nastajajo pri snovalcih kurikulumov formalnega izobraževanja.
In bom zato mogoče raje podala še en podatek, in sicer po podatkih Svetovnega ekonomskega foruma iz leta 2019 bo namreč kar 65% otrok, ki ta trenutek obiskujejo osnovno šolo, seveda govorim o svetovnem merilu, službovalo na delovnem mestu, ki danes sploh še ne obstaja. In to delovno mesto bo seveda zagotovo vezano na digitalno znanje. Glede na tehle par podatkov sem mnenja, da imamo kar velik problem oziroma da vi kot podjetja imate kar velik problem z bodočimi zaposlenimi, če bodo takšne sistemske napake se nadaljevale oziroma se nadaljevale še naprej. Zato bom na tem mestu še enkrat poudarila pomembnost in nujnost vseživljenjskega učenja oziroma neformalnega učenja na področju digitalnih veščin, in mislim, da imamo pri tem prav nevladne organizacije, kot je naša, ključno vlogo. Se znamo prepoznati, se pravi pain oziroma bolečino, predvsem pa smo tudi veliko bolj odzivne na ta družbeni problem oziroma izziv. Mi smo s tem namenom že pred časom ustvarili celovit način kreiranja in vzpostavljanja drugačnih pristopov učenja digitalnih veščin, saj smo razvili posebno interaktivno metodologijo, ki dopušča inovativnost in stalne v bistvu izboljšave za še bolj učinkovita učna okolja, ki so občutljiva na individualne razlike med našimi uporabniki, med katere pa seveda sodijo tudi številna podjetja. Naj bo to zagonsko podjetje, majhno ali srednje podjetje, ki je že desetletja uspešno na trgu dela, vsi namreč potrebujejo niz specifičnih digitalnih znanj, da bodo lahko konkurenčni, produktivni in inovativni. Morda bi ta razvoj in sprejetje digitalnih tehnologij se namreč premika tako hitro, najbolje ponazorila z naslednjim dejstvom. In sicer kar 75 let je trajalo, da se je analogni telefon, seveda govorim, povezal s 50 milijoni uporabnikov. Medtem ko je en WhatsApp potreboval, da je povezal 500 milijonov uporabnikov pičlih 5 let. Neustavljiv tehnološki, informacijski in komunikacijski razvoj pa seveda vpliva tudi na trg dela, kjer od vseh, ki so prisotni na trgu dela, zahteva v bistvu nenehno prilagodljivost, izpopolnjevanje, nadgrajevanje znanj in kompetenc, ki so jih pridobili v času formalnega izobraževanja. To pa še posebej velja za področje digitalnega znanja oziroma digitalnih veščin in kompetenc. Zato je v bistvu nujno, da vsako podjetje vlaga v digitalno izobraževanje zaposlenih. Vključevanje v različne oblike neformalnega digitalnega izobraževanja zaposlenih, se pravi v vseh sredinah in starostnih strukturah v podjetju, je namreč ključnega pomena oziroma je eden od najpomembnejših dejavnikov za razvoj, konkurenčnost in uspeh podjetja v digitalni družbi. Hkrati pa podjetje seveda po drugi strani pridobi tudi zaupanje zaposlenih, da sprejmejo digitalizacijo v bistvu kot koncept, ki jim bo prinesel optimizacijo vsakodnevnih nalog in s tem seveda jim omogočil še uspešnejše upravljanje delovnih zadolžitev. Hkrati pa s to strategijo v bistvu podjetje razvija tudi digitalno kulturo in hkrati blaži strah zaposlenih pred samo digitalizacijo podjetja. Seveda tu imamo v mislih predvsem strah pred izgubo delovnega mesta zaradi digitalizacije. In glede na naše izkušnje v delu s podjetji, zavedanje o pomembnosti neformalnega digitalnega izobraževanja zaposlenih vedno bolj raste. Je pa jasno, da kot vsaka naložba je seveda tudi vlaganje v izobraževanje zaposlenih povezano z dodatnimi stroški. Vendar pa se podjetjem seveda tu ponujajo
številne možnosti bodisi za pridobitev nepovratnih sredstev v obliki različnih subvencij na ravni države oziroma tudi Evrope. In ena od takih možnosti je bila zagotovo tudi realizacija vavčerjev v izvedbi Slovenskega podjetniškega sklada na področju digitalizacije, v kateri smo bili vključeni tudi mi. In po našem mnenju se je izkazala za zelo pozitivno in odlično potezo, ki je v bistvu bila koristna tako za nas, kot seveda tudi za podjetje, tako da imamo samo pozitivne feelinge, kar se tiče tega projekta. Seveda pa pandemija COVID-19 je na področju izobraževanja v ospredje postavila spletno izobraževanje oziroma uporabo modernih tehnologij v izobraževalnem procesu, ki jih lahko tudi podjetja izkoristijo kot odlično priložnost za izobraževanje svojih zaposlenih. Zaradi časovne omejitve sicer ne morem predstaviti vseh primerov teh, kako bi lahko izkoristili moderne spletne tehnologije. Zato sem se osredotočila predvsem na uporabo videotehnologije oziroma uporabo videotutorialov za potrebe izobraževanja zaposlenih v podjetjih. Tako da bom tole zdaj malo bolj razložila. Skratka, videotutoriali so zagotovo eden izmed najcenejših izobraževalnih medijev, ki poleg stroškovnega aspekta prinaša tudi številne druge prednosti v primerjavi s tradicionalnimi oblikami izobraževanj. Se pravi, z uporabo videotutorialov podjetja v bistvu na nek način pravzaprav sama izvajajo izobraževanja svojih zaposlenih, se pravi neodvisno od drugih izvajalcev, kar jim seveda omogoča tudi večjo avtonomijo pri izbiri izobraževalnih vsebin. Se pravi, natančno so seznanjena s konkretno vsebino videotutorialov, ki so v bistvu prilagojeni prav za potrebe podjetja. Hkrati so tudi odlično orodje za prihranek časa, saj so zaposleni ves čas dosegljivi, se pravi, poleg tega pa zaposleni potrebujejo za to le pametni telefon oziroma računalnik. Do vsebin lahko dostopajo kjerkoli, se pravi v službi, doma oziroma morda, kar je najpomembneje, takrat, ko so za učenje motivirani sami. Seveda omogočeno jim je tudi večkratno gledanje vsebin za osvežitev znanja, se pravi, po potrebi lahko ponovijo posamezne odseke, vstavljajo posnetke in tako dalje. So pa hkrati tudi učinkovito orodje za učenje, saj uporabljajo atraktivne video in audio elemente, kot tudi seveda interaktivne elemente, kot so na primer vadnice, ki temeljijo na konceptu igrifikacije, razni interaktivni kvizi in podobno. Kljub vsemu pa po našem mnenju spletna izobraževanja seveda ne morejo nadomestiti izobraževanj v živo, kjer gre pravzaprav v prvi vrsti za tisto, kar imenujemo human touch, se pravi, kjer je motivacija, podpora strani predavatelja, skupinska dinamika pri učenju, tisto pravo gonilo, ki ga tehnologija, se pravi tega human touch oziroma človeškega stika, vsaj zaenkrat in upamo, da tudi nikoli ne bo nadomestila. No, zdaj mogoče bi povedala še en primer iz naše prakse, v času, ko smo izvajali ta projekt. Podjetje sicer ne bom imenovala, je pa šlo za kar veliko srednje podjetje, ki je izkoristilo svoj vavčer za delavnico in dizajna. Do delavnice je to podjetje imelo zunanji grafični oziroma oblikovalski studio, ki je za njih oblikoval take prospekte, brošure in
ker je bilo tega, v bistvu so zelo veliko komunicirali na ta način, je prihajalo tudi na napak in zato so morali vsako naknaden pač sporočen popravek plačati tam od 100 evrov naprej, ne. Prišlo je pa za takšne manjše popravke, kot so pisava, dodajanje, brisanje slike in tako dalje, ne. Hkrati so porabili tudi veliko časa za komunikacijo z oblikovalcem in pa tudi pač odzivni čas oblikovalca seveda tudi ni zanemarljiv, ne. Ker niso poznali, se pravi, InDesigna, niso vedeli, da ti manjši popravki terjajo od oblikovalca zelo malo časa, no. In po uspešno opravljeni delavnici so spoznali, da so bili ti popravki, govorim seveda o manjših popravkih, narejeni v 5 minutah in od takrat naprej so to prevzeli urejanje teh manjših popravkov sami. Tako da mislim, da je ta podatek že kar povedal dosti, tako da ga ne bom veliko posebej komentirala. Poleg tega pa je treba poudariti, da je digitalna usposobljenost in pismenost zaposlenih zagotovo tudi tisti ključen kreativni in inovativni vzvod za uspešno opravljanje delovnih nalog samostojno ali pa v delovnih timih. Prinaša namreč veliko prednost tistim zaposlenim, katere glavne naloge zahtevajo takšne bolj kognitivne in ustvarjalne spretnosti, po drugi strani pa, v narekovajih seveda, kaznuje tiste, katerih delo večinoma temelji na rutini. Zdaj, v podjetjih je seveda najbolj priljubljeno oziroma enostavno se ne da delati brez MS Office orodij. Zato bom zdajle povedala še nekaj o tem. Številne strokovne raziskave še vedno kažejo, da je pri večini zaposlenih znanje uporabe v MS Office orodij nezadostno. Hkrati pa po drugi strani razkrivajo tudi veliko diskrepanco med tem, kako zaposleni zaznavajo oziroma ocenjujejo svojo stopnjo lastnega znanja teh orodij v primerjavi z dejanskimi potrebami stopnje teh znanj, ki jih od njih pričakujejo delodajalci. In to v naši praksi opažamo tudi mi, ne le med zaposlenimi, ampak tudi med mladimi, ki šele vstopajo na trg dela, se pravi vašimi bodočimi zaposlenimi. In tako se v naši praksi vedno srečujemo s takšnimi izzivi, ki potem sledijo po delavnicah oziroma na delavnicah, tisto, kar imenujemo aha momenti. Na primer, če povzamem Excelov nekaj primerov, na primer je izziv, ko nam ga postavijo, ne znam, kako predstaviti velike količine podatkov. In mi ponudimo rešitev z znanjem vrtilnih tabel. In dobimo odgovor, Potem, na primer, če grem naprej, ne znam poiskati podvojenih podatkov, rešitev, uporaba funkcije iskanja podvojenih enoličnih vrednosti. In spet in tako dalje in tako dalje. Hvala lepa. Besedo pa zdaj predajam